Visoko nad Dravogradom smo obiskali hišo, ki je nekoč bila temačna, z majhnimi okni in brez balkona. Danes jo krasijo veličasten prizidek in privlačni prostori, opremljeni z različnimi vrstami lesa. Če bi me kdo vprašal, kako so videti nebesa, bi od danes naprej pomislil tudi na tole hišo in na te res prelepe razglede. Dobrodošli na Goriškem vrhu, na Koroškem, na nadmorski višini točno 1111 metrov. Vida in Jani, povejte nam, kako sta vidva prišla do tele hiške na tako sanjski lokaciji? Ja, zanimiva zgodba. Glede na to, da živiva v hiši v Dravogradu, nikoli nismo pomišljala, da bi imela vikend ob morju ali v planini. Potem pa sva nekega dne dobila povabilo naših znancev na Goriški vrh in ko sva prišla na lokacijo, se nisem mogla načuditi, kje se nahaja njihova hiša s kakim lepim razgledom. Ker je pa ta znanec opazil, zaznal moje navdušenje, je povedal, da se konec njihove ulice prodajna hiša. Seveda smo šli to takoj pogledati. Hiša ni bila ni imela mikavne podobe, je pa bil razgled tisti, ki naj je prepričal. Ko pogledaš ta prekrasen razgled po celi dolini, pa ko vidiš Pohorje na levi strani, pa Vršlo, pa Peco, pa Karavanke, Julice, tja do Dolomitov, smo pa rekli, bomo malo tipali in smo tako dolgo dejansko hodila sem, da smo rekli, da pa bomo to zadevo kupili. Lastnika sta v prvih 2 letih po nakupu hiše zgolj občasno bivala v objektu in postopoma spoznavala, kaj želita in potrebujeta za večje udobje. Hiša ni imela ne balkona, ne terase. Ko si vse skodelico kave, si moral iti okrog hiše, na eno klopco, da si užival ob kavi in ob razgledu. In porodila se je ideja, da bi bilo prav, da hiša dobi tudi nek balkon ali teraso. Ampak potem je prišel zraven še arhitekt in skupaj ste te ideje močno razširili, ne? Mi smo rekli, kaj približno hočemo imeti, en prizidek in iz tega prizidka je potem nastalo še malo več, pa več in na koncu je Mark predlagal enih par dobrih rešitev, ki smo jih sprejeli in začeli z delom. Mark, ko ste vi kot arhitekt prvič prišli semle, kaj vas je pričakalo na tej sanjski lokaciji? Ta objekt je sedel na tej mali planoti in kot kakšen smučarski skakalec gledal v dolino iz odskočne mize. Ta objekt je v bistvu na prvi pogled izgledal zelo dotrajano, načel ga je zob časa, poznala so se leta uporabe. Vendar, ko smo ga natančno pogledali in odstranili nekatere obloge, smo ugotovili, da je zelo kvalitetno izgrajen. Stara masivna lesena hiša je bila zasnovana na temeljih znanja in izkušenj preteklosti. Smrekov les je bil posekan pozimi, ko se drevesni sokovi umaknejo v korenine. Ustrezno so ga posušili, da so se izognili nezaželenim deformacijam in razpokam. Mojstri so nato med vgradnjo les mehansko in s premazom zaščitili pred vlago in škodljivci. Prenovljena hiša, v kateri naprej živi 130 let stara lesena konstrukcija, tako ohranja spomin na čase, ko so se gradbene tehnike osredotočale na naravne materiale in trajnostno gradnjo. Ja, lastnika po nakupu nista vedela, ali bi ta star objekt nadomestila z novim ali pa prenovila. Ta prizidek, ki smo ga izgradili, je dejansko tisto, kar bi že obstoječ objekt moral imeti. Bivanjske prostore, ki so odprti in omogočajo poglede na vse strani. Torej, prizidek je bil tukaj ključen. Kaj pa je to pomenilo tehnološko, konstrukcijsko? Kakšni posegi so bili tukaj potrebni? Kar se tiče same konstrukcije objekta, smo vedeli, da je zgrajen kvalitetno z masivnim lesom, vendar se je zaradi 130 let obstoja nekoliko nagnil in zaradi tega smo se odločili za prizidek, ki bo samostojno stal ob obstoječem objektu v neki masivni skeletni armirano-betonski konstrukciji, obstoječ objekt držal in ga stabiliziral. Ta objekt bi mi pokvarili, če bi naredili dvokapno streho čez vse skupaj, ampak dejansko ta smeli prostorski akt je omogočal, da smo tukaj naredili prizidek z ravno streho, objekt razširili, ga znižali in na ta način v bistvu zagotovili tisto osnovno pravilo arhitekture, da oblika sledi funkciji, ne? Medtem ko je hiša dobivala novi prizidek, sta lastnika s pomočjo lokalnih mojstrov poskrbela še za popolno osvežitev stavbnega ovoja.
Meni je bila skozi všeč siva streha in teda kritina je dejansko najbolj odgovarjala temu približku. Macesen in pa še ta ograja je naredila en tak super dodatek. Je dobila veliko bolj svetlo podobo. Za kakšno oblogo zunanjo torej gre? Macesen, sibirski macesen. Najprej sem mislil imeti avtohtoni slovenski smrekov les. In na srečo ga glih takrat, tisti teden, mesec, ko smo ga najbolj iskali, ni ga bilo za dobiti in smo potem se odločili za ta macesen. Na srečo? Na srečo. Aha, torej ste s tem veliko bolj zadovoljni. Ja, zelo, zelo. Ker sami vidite, da nismo dejansko nič kaj barvali. On je naredil neko tato osnovno svojo zaščito in niti ni posvojil. Vsi so me nekje rekli, da je barva mora iti gor, jaz se za to nisem odločil in sem ponosen na to. Na novo je bilo treba zasnovati tudi notranjost hiše, saj so bili stari prostori nefunkcionalno razporejeni. V mansardi, kjer sta nekoč bili zgolj 2 sobi, so zasnovali svetel predprostor, 3 sobe, opremljene v alpskem slogu, in lično kopalnico v belo-turkiznih odtenkih. Pritličje, ki je bilo prej razdeljeno na kuhinjo in dnevni prostor, ima danes manjši hodnik, desno je prostorna kuhinja z jedilnico, levo pa bivalni del. V kuhinjskem prostoru so vgradili steklena vrata z izhodom na pokrito teraso. V kleti hiše so prenovili in povečali kopalnico ter jo povezali s teraso pod prizidkom. Tam je nastal sprostitveni prostor z masažnim bazenom in savno z razgledom. Veliko lesa zunaj, veliko pa tudi noter. Ste kdaj sploh preštela, koliko vrst lesa imata v hiši? Ja, jaz sem preštel. Ker začeli smo z streho, tu smo dejansko vzeli domačo smreko, smreka, ki je bila sekana na pravi datum, to je zelo pomembno, je znamniki na to. Vsa fasada je narejena iz macesna, notranjost tudi iz macesna, ta tram, ki je tu nad nami, je dejansko že od 1932. leta, če glih je hiša stara, je bila zgrajena 1890. Najbolj ponosen sem pa na Cemprin, ki smo ga pa dejansko gradili vse ostale prostore v hiši, to je kar enih 5-6 takih prostorov. Cemprin je visokogorski bor, ki raste od 1500 do 2300 metrov. In to pomeni, da ima izredno težke pogoje rasti, da zraste tudi 200 do 400 let, da dobi tisto svojo osnovno debelino, tamle 40, 50, 60 cm. Ima veliko terapevtskih učinkov, od hitre regeneracije, zmanjša srčni utrip za 5%, odpornost povečuje in kar je najpomembnejše, ima izredno lep izgled, dizajn in stalno, neomejeno oddaja von. Jani, torej vidva sem pridete na 1111 metrov nadmorske višine. A te 4 enice za vaju kaj pomenijo? Ja, za mene pomenijo. Te 4 enice mi pomeni prvo enica, to je tista na 1000, je dejansko razgled. Razgled je res fantastičen. Druga je energija, ki jo ima ta predel Goriškega vrha, Košenjaka in Ojstrice. Res pozitivna energija. Tretjo je ogromno lesa, ki ga imamo okrog in tu v hiši, in četrta nebeški mir. Ko se pa zleknem jaz v svoj ležalnik, vzamem v roke knjigo, ob sproščujoči glasbi v ozadju, pozimi ob kaminu in dobrem kozarčku vina, se zavem, da nama že skoraj ne more biti lepše.